V Sloveniji vre. Vre ob protestih na ulicah, vre ob pogovorih za šankom, vre med slovenskimi intelektualci, vre med mladimi. Vre. Horizontalno in vertikalno po vsej slovenski družbi. Vrenje je ponekod glasno, kipeče in grozeče, da se bo prelilo čez rob. Drugje je bolj umirjeno, toda prbotanje tekočine se kljub temu vidi. Drugod je tekočina na videz smerna, a temperatura se tudi tam viša. Če nam je ostalo le za kanček fizikalnega znanja iz šole, bi takole razložili. Vrenje je različno zato, ker je tekočina izpostavljena različnim temperaturam in tlaku. A ta argument ne drži. Razlika v vrenju je lahko tudi posledica lastnosti tekočin. Nekatere zavrejo prej, druge kasneje. In takšni smo tudi ljudje. Vsi živimo v Sloveniji in smo torej kot njene državljanke in državljani pred enakimi skupnimi izzivi. Nekateri v trenutku, ko zaznajo težavo, že iščejo poti, da jo odpravijo. Kaj pa ostali? Najlažje in tako zelo človeško je reči, da je za mojo lastno težavo kriv in odgovoren nekdo drug. To je alibi, da lahko sama počnem stvari tudi naprej, natanko tako, kot sem jih počela doslej. Čeprav so me pripeljale v težavo. Resnična rešitev pa je možna le z odkrito analizo in priznanjem, kaj je pravi vzrok težav. Res je, da zanje praviloma nikoli nismo krivi le sami, ampak so splet okoliščin. Toda vprašam se, koga pa lahko spremenim? Na koga imam tako velik vpliv, da se na moj nasvet spremeni? Le nase. Zato je ključ resnične rešitve le v nas samih. Zato zavračam pozive, da je treba v Sloveniji vse zamenjati, pa bodo ljudje bolje živeli. Ne, treba je spremeniti tisto, kar je doslej slabo delovalo. Vsak mora v kompleksnem okviru delovanja Slovenije prepoznati svoje pristojnosti. Se boste udeležili naslednjih volitev in koga boste podprli? Boste spet, kot že tolikokrat doslej, obkrožili ime, ki ga najbolje poznate? Ali pa boste morda natančneje spremljali dogajanje in podprli kandidata oziroma kandidatko, ki zagovarja stališča, ki jih podpirate in mu verjamete, da jih bo resnično zagovarjal? In če ne boste poznali stališč kandidatov in kandidatk, boste zahtevali bolje delujoč in pluralen medijski prostor? Je kandidat ali na primer politik, ki v medijskem prostoru ni zelo prisoten, len ali morda prav nasprotno? Predano počne stvari, ki jih v skladu s svojo funkcijo mora početi in ne dovoli, da bi njegovo delo usmerjal vse bolj rumeni slovenski medijski prostor. In ko boste že spet razočarani, ker ste prepričani, da v Sloveniji obstaja gospodarski kriminal, pa ni bil zanj še nihče obsojen, kaj boste storili? Boste odšli na demonstracije proti določeni politični opciji ali pa boste zahtevali tudi odgovornost slovenskega sodstva? Verjetno z mnogimi delimo občutek, da v Sloveniji nihče ni odgovoren za nič in da smo v nekem načelnem pomenu vsi odgovorni za vse. Nenazadnje imamo vsi pravico in dolžnost, da sodelujemo na volitvah in preko njih vplivamo na politično elito in vrednote, v skladu s katerimi bo le-ta sprejemala odločitve. Zato pa bi najprej vsak pri sebi moral razčistiti, kaj so ne le naše pravice, temveč tudi naše dolžnosti. In vsak od nas bi moral ravnati bolj odgovorno pri upravljanju svojih nalog in pri ocenjevanju dela drugih. Zato pa je treba dogajanja okrog nas opazovati in jih kritično vrednotiti, ne pa na hitro kot svojo sprejeti resnico, ki je pravzaprav resnica nekoga drugega.